Dober dan, dobrodošli na 30. že Evropskem akademskem forumu Nove univerze. Moje ime je Katarina Vatovec in sem predavateljica na Evropski pravni fakulteti, pa tudi vodja današnjega pogovora o zelo aktualni temi, to je o umetni inteligenci. Govorili bomo o pravnem okviru za umetno inteligenco v Evropi in v Sloveniji. Z mano sta moja gosta, magistra Darja Petric Štrbenk, ki je zaposlena na Ministrstvu za digitalno preobrazbo v službi za pravne in zakonodajne zadeve. Med drugim, in to je treba še posebej omeniti, je zadolžena za pripravo zakona, s katerim se bo izvajal akt o umetni inteligenci, o katerem bomo govorili danes. Lahko še dodam, da je naša gostja predtem se ukvarjala tudi s pripravo zakona o izvajanju še ene uredbe Evropske unije, in sicer tiste, ki govori o enotnem trgu digitalnih storitev, in zakon začel veljati pri nas letos, v prvi polovici letošnjega leta. Drugi gost je kolega Matej Avbelj, ki ga študentom ni treba posebej predstavljati, je profesor na Novi univerzi, zato bo dobil nekaj manj besed, ampak moram pa povedati dve stvari v zvezi s tem. Najprej, da je v zadnjem letu oziroma dveh nosilec predmeta, ki mu želimo dati v novem študijskem letu še poseben poudarek. Posebej ga je pa treba omeniti tudi zato, ker potekajo Evropski akademski forumi pod okriljem Jean Monnet katedre, katere nosilec je prav on. Jaz oba gosta lepo pozdravljam. Preden jima dam besedo, si bom seveda vzela nekaj več besed tudi sama, kot ponavadi. Najprej moram vse navzoče in tudi vas seveda lepo pozdravljam, obvestiti, da se lahko v pogovor vključite, tako da zapišete vaše vprašanja v klepet oziroma v vprašalnico, ta Q&R ali pa chat sta označbi na koncu Zooma. In bomo seveda po najboljših močeh poskušali odgovoriti na vaše vprašanja. Vedno, to veste, pa spodbujam, da se aktivno vključite, tako da vprašanja so zaželena. Jaz sem že omenila, da Jean Monnet katedra, v okviru katere poteka ta forum, nisem omenila, omenjam zdaj, da nosi naslov Pluralizem in Evropska unija. In zato sem jaz današnjega skritega gosta, to je umetna inteligenca, povprašala, kakšna je sploh povezava med pluralizmom v Evropski uniji in regulacijo umetne inteligence. On je zelo politično odgovoril, da je to zelo pomembna tema, ki vključuje več vidikov. Jaz bom izpostavila 3, že zdaj pa opozorim kolega Mateja, da skrbno posluša, da bo lahko ocenil, a se mu zdi ta zelo političen odgovor sprejemljiv in ustrezen. Najprej je navedel, da je pluralizem v Evropski uniji pomeni, da imamo širok spekter mnenj in interesov med državami članicami. Različne države imajo seveda različne prioritete in tudi skrbi glede umetne inteligence, ampak vse to vodi k bolj uravnoteženi, vključujoči regulaciji. Potem je en vidik, ki bi ga rada izpostavila, pa upam, da ga bomo tudi v nadaljevanju naslovili, se pravi vključevanje različnih deležnikov v ta proces, v proces oblikovanja politik, kar vključuje, vemo, ne samo vlade, ampak civilno družbo, akademsko skupnost, industrijo, nevladne organizacije, skratka en širok spekter. In prav govor je bil, da vključevanje vseh teh skupin v bistvu zagotavlja, da je regulacija umetne inteligence posledica nekega širokega spektra perspektiv in interesov. Potem še zadnji vidik, ki je seveda meni zelo blizu, to vključuje temeljne pravice, zaščito temeljnih pravic, in je orodje umetne inteligence odgovorilo, da Evropska unija se seveda zavzema za varovanje temeljnih pravic. Pluralizem prispeva k temu, da so te pravice upoštevane pri regulaciji umetne inteligence. Regulacija te umetne inteligence mora pa zagotoviti, da te sistemi ne diskriminirajo posameznikov, vemo, da na podlagi rase, spola in drugih osebnih okoliščin. Zdaj pa, Matej, sprašujem, najprej, če se strinjaš s temi vidiki, ki povezujejo pluralizem in regulacijo umetne inteligence, ki nisem pripravila jaz, potem pa v nadaljevanju te pa lepo prosim, če lahko predstaviš jaz bi rekla, da je to zelo obsežen predpis, preko 100 strani ima, če ga
greste pogledati tudi, ki je bil letos junija sprejet. To je uredba oziroma se je že popularno reče akt o umetni inteligenci, predvsem v tem smislu, kaj je vodilo k regulaciji tega področja, k sprejetju tega akta in kaj ta akt sploh ureja. Seveda ne v podrobnosti, ampak nek okvir, da ga dobimo iz tega naslova. Prosim. Hvala lepa, Katarina, za to uvodno zanimivo iztočnico. Hvala za povabilo. Zdaj, rekla si, da mi bo na voljo nekoliko manj besed, ker sem iz domače hiše. Vprašanje si mi dala pa takšno, da bi lahko govoril kakšne 2 dni. Ampak zelo na kratko, zdaj, ChatGPT je dejansko zelo politično korektno odgovoril. Na tvoje vprašanje se je odzval tako zelo v bistvu v pozitivnem smislu, ne. Njegova percepcija, njegova perspektiva, njegov pogled na umetno inteligenco je torej pozitiven, da bo torej to neko orodje, ki bo iz nas ljudi, upoštevaje naše številne razlike med nami, omogočila na eni strani umetna inteligenca proliferacijo tega znanja, hkrati pa služila kot orodje, ki bo iskalo neko harmonijo med nami ljudmi. Zelo je bil tudi, kot si rekla, tako politično korekten v smislu ideje inkluzivnosti, vključevanja številnih deležnikov pri pripravi tega akta o umetni inteligenci. In tukaj jaz mislim, da mu ne moremo očitati, da je haluciniral ali pa da se karkoli izmislil. No, zdaj, umetna inteligenca, kot vemo, se razvija že dalj časa. To je neka ideja, neko orodje, v osnovi gre za programsko opremo, ki se je začela razvijati že po drugi svetovni vojni, pa tedaj še nismo imeli na eni strani zadostne računalniške moči, da bi lahko te programe ustrezno opolnomočili, torej tehnologija je bila še podhranjena, in na drugi strani tudi nikdar ni bilo dovolj finančnih sredstev, ki bi lahko to tehnologijo v obliki umetne inteligence gnalo naprej. V zadnjih 10 letih, bi lahko rekli, za nas, laike, tehnološke laike s področja umetne inteligence, pa gotovo z pojavom teh velikih jezikovnih modelov in generativne umetne inteligence, ki v osnovi raznih klepetalnih robotov, ki za nas generirajo tekst, je pa dejansko se umetna inteligenca prebila v zavest laične, širše demokratične javnosti in je na ta način postala zanimiva tudi za demokratični politični prostor. Ne samo kot orodje, ne samo kot nekaj, kar bi nam lahko pomagalo, ne samo kot orodje, ki bi med nami gradilo harmonijo, ampak potencialno tudi kot mašinerija, orodje, ki bi za družbo lahko pomenilo tudi večje tveganje. In to je bil tudi tisti temeljni razlog. Več razlogov je bilo za nastanek Evropskega akta o umetni inteligenci, ampak gotovo tam dol nekje pod črto je pa je temeljni razlog za evropsko regulacijo na tem področju skrb z vidika tveganj, ki bi jih ta tehnologija za človeštvo lahko prinesla. In ko to rečem, problem umetne inteligence je, da se je v zadnjem času izjemno hitro razvijala in da določena umetno inteligenčna orodja tako dobro delujejo, da so presenetila tudi same tiste, ki so jih razvili. In da tudi sami tisti, ki so jih razvili, pravzaprav točno ne razumejo, zakaj te stvari tako delujejo ali pa zakaj tako dobro delujejo. In verjetnost, da bodo ta orodja kmalu iz proizvodnje tako rekoč vstopila v blago, v materiale, ki jih mi potem uporabljamo na trgu in da mi pravzaprav ne bi vedeli, kako to točno deluje in te potencialno negativne konsekvence, ki bi lahko iz umetne inteligence izvirale, to je bilo tisto, kar je Evropsko unijo prisililo v regulacijo na tem področju. Torej, v bistvu gre za neke vrste regulacijo tveganja. To je prvi razlog.
Drugi razlog, zaradi katerega je nastal akt o umetni inteligenci, to je vezano tudi na prej omenjeni enotni trg digitalnih storitev, je bil v tem, da vemo, da je Evropska unija v svoji zasnovi še vedno in v prvi vrsti skupni oziroma enotni trg. In zdaj, če bi vsaka država članica po svoje regulirala rizike, ki izhajajo iz umetne inteligence, bi se seveda ta trg popolnoma fragmentiral, kar bi povzročilo številne negativne ekonomske učinke za delovanje Evropske unije. Zato je morala biti tu Evropska unija tista, ki je postavila neke skupne standarde za implementacijo umetne inteligence v ekonomskem življenju unije. Tretji razlog je v bistvu globalni, transnacionalni. Čeprav tega se lahko tudi dotaknemo v nadaljevanju, številni kritizirajo akt o umetni inteligenci, da bo pravzaprav zamejil ali pa zmanjšal konkurenčnost Evropske unije, proizvajalcev, ki tu delujejo, razvijalcev te tehnologije, ki tu delujejo, pa je vendarle v tem regulatornem smislu, v globalnem merilu tudi pomembno, kdo je tisti, ki diktira pravile igre razvoja. In tukaj je tudi želela Evropska unija pohiteti, da je bila ona tista, ki bi prva sprejela nek tak sistemski predpis, ki bi urejal umetno inteligenco za prihodnje. Zdaj, zelo na kratko, glede tega, kaj ta akt pravzaprav počne. V osnovi torej je to akt, ki regulira tveganje. In glede na tveganje, ki ga prinaša določena oblika umetne inteligence, določena oblika rabe umetne inteligence, ta akt o umetni inteligenci loči 4 nivoje tveganja. Na najvišjem nivoju tveganja so tisti sistemi pa modeli umetne inteligence, ki predstavljajo nesprejemljivo tveganje. In ta akt o umetni inteligenci vnaprej prepove. Tukaj gre zlasti za tako imenovani social scoring, gre za vse mogoče manipulativne prijeme, ki bi lahko izhajali iz umetne inteligence. Torej, določene vrste rabe umetne inteligence, določene modele, mehanizme, ta akt o umetni inteligenci na ravni Evropske unije vnaprej prepoveduje. To so tisti, ki nosijo s seboj nesprejemljivo tveganje. Na nižji stopnji je tisto tveganje, ki je visoko tveganje. Zato za tiste AI sisteme, umetno inteligenčne sisteme, ki bodo predstavljali visoko tveganje, tukaj bodo imeli proizvajalci dolžnost, da gredo skozi postopek certifikacije. Torej, treba bo poskrbeti, da bodo izpolnjeni standardi, ki jih bo predpisala Evropska komisija, da bodo te standardi transparentni in da bo nad zagotavljanjem teh standardov vselej bdel človek. In tukaj so zlasti umetno inteligenčni sistemi iz področja biometrične identifikacije v tistem delu, v katerem je dopustna. In potem za nas pravnike relevantno praktično vsa uporaba umetno inteligenčnih sistemov v pravosodju, kjer bi ti umetni inteligenčni sistemi pomagali pravnikom, torej vrednotiti dokaze, vrednotiti pravne predpise za uporabo v konkretnih primerih. Potem pa gremo navzdol, potem so pa tisti umetni inteligenčni sistemi, ki predstavljajo zgolj omejeno tveganje, da imajo njihovi proizvajalci ali pa tisti, ki jih dajejo na trg, temu reče akt uvajalci, manjše obveznosti, torej morajo poskrbeti za transparentnost, torej da uporabniki teh sistemov vedo, da gre za chatbota, da gre za deepfake, globoke ponaredke, torej da ne pride do zavajanj uporabnikov. In nazadnje so določeni res takšni, bomo rekel, primitivni modeli umetne inteligence, kot so spam filtri, pa umetna inteligenca v videoigricah, kjer je pa tveganje za ogrožanje posameznikov, za varovanje človekovih pravic minimalno, tam pa praktično regulacije ni, s to izjemo, da akt v bistvu priporoča, da se tu zagotavlja ustrezna transparentnost. Torej, po domače in zelo preprosto povedano, akt o umetni inteligenci je tisti, ki po vsebini rangira različne vrste umetne inteligence glede na tveganje, ki jih prinaša, in na to tveganje, temu tveganju potem predpisuje določene pravne posledice. To je v vsebinskem delu, medtem ko v proceduralnem ali pa upravljalskem smislu pa potem akt o umetni inteligenci tudi pove,
kateri bodo tisti organi, ki bodo certificirali sisteme umetne inteligence na evropski ravni in kakšne so v zvezi s tem zadolžitve držav članic. Ampak verjamem, da se bomo lahko tega dotaknili še v nadaljevanju. Najlepša hvala. Sem vesela, da nisi se omejil, ker nisem tega rekla, da ne bo ne pomota. Jaz sem rekla, da bom jaz tebi namenila nekaj manj besed s predstavitvijo, ker te ni treba našim študentom predstavljati, da si ti omejen z svojim izvajanjem. Tako da hvala, mislim, da je bilo to krasno, zaradi tega, ker smo dobili vpogled v to, kaj ureja, kot rečeno, obsežen dokument, prek 100 strani, težek predpis. Ena stvari pa nisem omenil, ker kaj pa je iz akta o umetni inteligenci izrecno izključeno, to je pa raba umetne inteligence na vojaškem in obrambnem področju. Tega področja pa ta akt izrecno ne ureja, ker tudi tukaj vemo, da gre za občutljivo področje, nacionalna varnost je izključno nacionalna pristojnost, pa tudi tukaj gre še za posebno regulatorno bitko na globalni ravni, tako da tukaj gre za rabo res umetne inteligence za civilne namene. Se opravičujem, da sem te prekinil. Nič hudega. Mislim, da je Darja kimala, verjamem, da je ona hotela tudi še kaj dodati in povedati. Zdaj smo v tistem delu, ko rečemo, okej, imamo predpis, kaj pa zdaj ta pristop. Če zdaj pogledam akt o umetni inteligenci, jaz vedno študentom govorim, uredba je pravni akt, ki jo sprejme institucija oziroma jo sprejme institucije Evropske unije, njene temeljne značilnosti so, da je splošno uporabna, v celoti zavezujoča, neposredno uporabna. Zdaj imamo pa tukaj uredbo o umetni inteligenci, ki je že začela veljati. Uporabljati se bo pa začela v bistvu v nekih različnih časovnih obdobjih, odvisno o katerem poglavju govorimo. Pri čemer je ključno tudi njeno izvajanje v okviru držav članic. In Ministrstvo za digitalno preobrazbo, gospa Darja, se s tem pravzaprav intenzivno ukvarjajo, tako da jaz bi zdaj prosila, če nam lahko poveste, kako poteka vaše delo oziroma kako vi načrtujete ta zakonodajni okvir, kako se pripravljate na izvajanje in uveljavljanje določb akta o umetni inteligenci pri nas, se pravi, kakšne so glede tega tudi naše naloge Slovenije. Prosim. Najlepša hvala. Hvala za povabilo na ta forum. Torej, končali smo zdaj, kaj zdaj sledi, in zdaj treba mogoče za uvod povedati to časovnico, ko je predvideva v teh prehodnih oziroma končnih določbah akta o umetni inteligenci, torej začuje veljati, kot že rečeno, 1. avgusta. Uporablja pa se od 2. avgusta leta 2026. Vendar se te opredelitve, te definicije, ki jih akt o umetni inteligenci predvideva, potem določbe v zvezi s pismenostjo in pravila glede prepovedanih praks začnejo uporabljati že 2. februarja 2025. Potem zahteve za države članice glede določitve pristojnih organov, to je organov za nadzor trga in priglasitvenih organov, glede tega pač tudi bom kasneje še na to vrnila, in določitve pravil o kaznih in drugih izvršilnih ukrepih se uporabljajo od 2. avgusta 2025, pravi naslednje leto. Imamo manj kot 1 leto časa, da v bistvu zakon sprejmemo. Od 2. avgusta 2025 se uporabljajo tudi določbe poglavja, ki se nanašajo na modele umetne inteligence za splošne namene in določba glede zaupnosti, pri čemer v zvezi s tem je treba povedati, da modele umetne inteligence za splošne namene nadzira komisija in ne nacionalni pristojni organi. Potem od 2. avgusta 2027 pa se uporablja pač določba 1. odstavka 6. člena akta o umetni inteligenci, to so vse te obveznosti za umetno inteligenčne sisteme, razvrščene med sisteme velikega tveganja, kjer so vgrajene v regulirane proizvode iz priloge 1. In zdaj ostali roki so pa recimo ta, da država članice so morale do 2. novembra 2024, zdaj le v 3 mesece je bilo časa, določiti javne organe ali telesa, ki nadzorujejo, uveljavljajo spoštovanje obveznosti na podlagi prava Evropske unije o varstvu temeljnih pravic, vključno s pravico do nediskriminacije. Seznam teh organov, teles je potrebno javno objaviti, uradno je treba obvestiti komisijo, druge države članice, ta seznam tudi redno posodabljati. Ti organi so potem v zvezi z uporabo visoko tveganih sistemov umetne inteligence iz predloge 3, to so ti stand-alone samostojni, pooblaščeni, da tudi zahtevajo so dokumentacijo.
V zvezi s tem moram povedati, da ta trenutek pripravljamo ta seznam, nismo še sporočili, tudi glede drugih držav, smo se malo zgledovali, tudi če niso vse teh organov določile, ampak to je trenutno pri ministrstvu recimo v nastajanju. In pa potem je še en tak krog, ki je mogoče končen, da se države članice morajo zagotoviti, da njihovi pristojni organi na nacionalni ravni vzpostavijo vsaj en regulativni peskovnik, ki pa mora začeti delovati najpozneje do 2. avgusta 2026. Zdaj, kaj bo ta implementacija akta o umetni inteligenci obsegala? Že večkrat smo rekli, akt o umetni inteligenci je uredba, velja neposredno, ničesar, nobenega predpisa ne smemo na nacionalnem nivoju v bistvu sprejeti, ki bi bil v nasprotju z določili akta o umetni inteligenci, to načelo neposrednosti, načelo primarnosti, ki velja na tem področju, ampak dejansko nam pa akt o umetni inteligenci daje mandat državam članicam, da določene stvari določijo na nacionalnem nivoju, in to je ta implementacija. Spravi, mi moramo do naslednjega leta, do 2. avgusta, imenovati vsaj en organ za nadzor trga, ga sporočiti komisiji, potem imenovati vsaj en priglasitveni organ in ga sporočiti komisiji do istega tega roka, in v zvezi z obojim zagotoviti, da morajo imeti ti organi na voljo ustrezne tehnične, finančne in človeške vire ter infrastrukturo za učinkovito izpolnjevanje svojih nalog na podlagi akta o umetni inteligenci. Potem moramo imenovati organ za nadzor trga, ki deluje kot enotna kontaktna točka za akt, in komisijo uradno obvestiti o identiteti te enotne kontaktne točke in pa določiti, kdo bo vodil register visoko tveganih sistemov umetne inteligence za uporabo umetne inteligence kot varnostne komponente pri upravljanju in delovanju kritične infrastrukture. Zdaj, ta baza tako vseh sistemov umetne inteligence bo na nivoju Evropske unije, se vzpostavlja, a mi moramo na nacionalnem nivoju pa samo za kritično infrastrukturo poskrbeti, da kdo jo bo pač vodil. In pa seveda v tem roku, do 2. avgusta naslednje leto, moramo določiti pravila o kaznih in drugih izvršilnih ukrepih. Zdaj, glede tega, kako spravi, obstajajo različni pristopi pri državah članicah pri določanju teh organov pristojnih za nadzor trga, se pravi za upravljanje nadzora nad sistemi umetne inteligence na trgu Unije, in sicer en je ta decentraliziran, se pravi za vse visoko tvegane sisteme, ki so povezani s proizvodi zajetimi v harmonizacijski zakonodaji Unije iz priloge 1, oddelek A, je organ za nadzor trga za namene te uredbe organ, odgovoren za dejavnosti nadzora trga in imenovan v skladu z navedenimi pravnimi akti. To recimo sem citirala 74. člen, 3. odstavek akta o umetni inteligenci. V prilogi 1 imate navedene direktive, uredbe, ta New Legislative Framework, ki že določa potem nacionalna zakonodaja, kdo je pristojen na organ za nadzor trga, in potem bi lahko tukaj država članica kar dejansko te organe za nadzor trga določila tudi kot recimo organe, ki bi bili pristojni za nadzor sistema umetne inteligence. Tukaj so recimo v večini TIRS, potem smo zdravstveni inšpektorat najdel, potem javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke, ampak to bi bil pač način, če bi se Slovenija odločila, da gre potem na ta decentraliziran način. Centraliziran način pa je, ki ga tudi akt o umetni inteligenci dejansko omogoča, da z odstopanjem od tega, kar sem prej rekla, da se pač določijo že kar ti, TIRS in ti ostali inšpektorati, da pa države članice imenujejo drug ustrezen organ, ki deluje kot organ nadzora trga, če zagotovijo to usklajevanje z ustreznimi temi sektorskimi organi za nadzor trga, odgovornimi za izvrševanje te harmonizacijske zakonodaje. Se pravi, centraliziran pristop je bil ta, da bi ene države se tega zdaj poslužujejo, grejo in imenujejo nek novo ustanovljen organ, recimo Agencija za umetno inteligenco. Na ta način mislim, da se je Španija odločila, pa tudi mislim, da Poljska, ali pa recimo nek že obstoječ organ, ki vsebinsko že pokriva katero od področij, pa njegove pristojnosti potem razširi še na ostala področja. Pri nas, tako kot je tudi že uvodoma dr. Vatovec povedala, gremo s tem, da bomo dejansko akt o umetni inteligenci implementirali z zakonom o izvajanju akta o umetni inteligenci, in pristojnost za nadzor trga ne bo podeljena novo ustanovljenemu organu. Bomo se pa držali, kar se tiče
določitve pristojnosti 74. člena akta o umetni inteligenci v tistem delu, kjer pravi, zdaj, če se premaknem na prilogo 3, ki opredeljuje te visoko tvegane sisteme umetne inteligence, ki so že na seznamu, ki jih je določila že sama uredba oziroma akt o umetni inteligenci, to so ta biometrija, kritična infrastruktura, izobraževanje, poklicno usposabljanje, zaposlovanje upravnih delavcev in dostop do samozaposlitve, ter potem uvajanje bistvenih zasebnih in javnih storitev in ugodnosti ter dostop do njih, in pa seveda to preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, migracije, azil in pravosodni sistemi. Tukaj bomo mi tam, kjer akt o umetni inteligenci predvideva informacijskega pooblaščenca oziroma organ pristojen za varstvo osebnih podatkov v posamezni državi članici, po vsej verjetnosti sledili akt o umetni inteligenci. Se pravi, to so te točka 1, 6, 7, 8, kjer akt izrecno reče, da to država članica podeli informacijskega pooblaščencu, bomo na ta način sledili. Zdaj za ostale stvari, kot je pa dvojka, se pravi področje kritične infrastrukture, izobraževanja, poklicnega usposabljanja, zaposlovanja in uživanja teh bistvenih zasebnih in javnih storitev, razen tam, kjer recimo pri 5b govori akt o umetni inteligenci, da so to nadzorni sistemi, ko govorim 5b, govorim o ocenjevanju kreditne sposobnosti bank, da je tam bo po vsej verjetnosti Banka Slovenije, ampak tam, kjer je pa pač imamo kot država članica odprte roke, še ni dokončne odločitve, osnutka zakona sicer še ni, ampak recimo za kritično infrastrukturo te nekaj v smeri, recimo to lahko povem, se govori o Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. Zdaj je to, česa več, ni še dokončne odločitve pri nas, zdaj kako bo to, ali bo več šlo v smeri informacijskega pooblaščenca, pa potem, da bo tudi za prilogo 1, ali bo tukaj agencija, no to so zdaj recimo ene take dileme, ki se ta trenutek še pred pripravo tega osnutka zakona o izvajanju akta o umetni inteligenci še pogovarjamo. Zdaj, kar se tiče pa priglasitvenega organa, to je pa opredeljeni so v tem 28. členu akta o umetni inteligenci in to so ti nacionalni organi, ki so odgovorni za vzpostavitev in izvajanje potrebnih postopkov za ocenjevanje, imenovanje in priglasitev organov za zagotavljanje skladnosti ter za njihovo spremljanje. Tam so ti pogoji tudi zelo natančno, ne bom jih ponavljala zdaj opredeljeni, ampak tukaj bodo pa po vsej verjetnosti, kot je tudi že v tej proizvodni zakonodaji, ki je bila pač pod okriljem recimo MGTŠ-ja, ministrstva, ki pač pokrivajo določeno zakonodajo. Tudi recimo mislim, da iz priloge 3 zaenkrat tako razmišljamo, da bo to ta priglasitveni organ pač naše ministrstvo. To je to zdaj zaenkrat z moje strani, tako na hitro, tako da lahko pa... Hvala. Se pravi, če razumem, imamo ta decentraliziran pristop, da bojo organi, ki jih že imamo, dobili še pristojnosti iz naslova tega akta o... Ne, centralizirano bo po vsej verjetnosti, se pravi, da ne bo iz priloge 1 ti, ki že imajo, ker v prilogi 1 smo mi lahko detektirali, se pravi, kdo ti že obstoječi za regulacijo določenih proizvodov so, kot sem rekla, TIRS, pa javna agencija, za zdravila. Ja, inšpektorat pri Ministrstvu za zdravje, ampak mi smo že imeli sestanke tudi letos z njimi, seveda to so vsi inšpektorati, ki se na sisteme umetne inteligence niti ne spoznajo, ne poznajo algoritmov in vse tako naprej, tako da se nagibamo k centraliziranemu, zdaj pa samo vprašanje je, ali bolj v smeri, da bo se pravi, kateri organ bo tukaj, ali informacijski pooblaščenec, kot sem rekla, oziroma ta razmejitev z AKOS-om. Če smem, Katarina, se rahlo navezati na tole, zelo zanimivo, zelo lepo je gospa Petric Štrbenk tole predstavila, to kompleksno sestavo izvajanja uredbe na nacionalni ravni. In za tiste, ki so naši študenti, je pač da bi razumeli, zakaj zadeva sploh tako funkcionira, kot funkcionira, je treba razumeti v osnovi upravljanje v Evropski uniji. In mi vemo, da Evropska unija, čeprav jo zmerjamo, da je to birokratska pošast, v osnovi ima svoje birokracije zelo malo in
povedja izvajanje evropskih predpisov na nacionalni ravni. To, kar zdaj akt o umetni inteligenci prinaša novega v okviru Evropske komisije, bo delovala sicer ta urad za umetno inteligenco, to bo nov evropski urad, ki bo skrbel za implementacijo na evropski ravni, ki bo skrbel za to, kar ste že rekli, za te splošne modele umetne inteligence. Tukaj gre za delitev dela malce med nacionalno ravnijo in evropsko ravnijo, podobno v bistvu kot na ravni konkurenčnega prava. Tudi na ravni konkurenčnega prava velike ribe lovi Evropska komisija, male ribe so prepuščene nacionalnim trgom in enako, kar se tiče, čeprav uredba kot takšna, v njej razmišljamo kot akt o unifikaciji, da je takšna, kot je zdrava zagotovo, ampak ta uredba bo za sabo potegnila še ogromno ene izvedbenih in delegiranih predpisov, ki bodo pa, kot se za pravo Evropske unije spodobi, nastali v tistem kompleksnem sistemu komitologije. In zato še en organ, ki ga predvideva ta akt o umetni inteligenci, je odbor, Evropski odbor, zdaj ne vem točno, kako se mu reče, recimo odbor za umetno inteligenco, kjer bodo pravzaprav uradniki, strokovnjaki vseh držav članic skupaj z Evropsko komisijo sejali in iskali ustrezen transnacionalni, supranacionalni konsenz za sprejemanje teh evropskih standardov. Zraven bosta pa še dve svetovalni telesi oziroma svetovalno telo, kjer bodo v bistvu predstavniki industrije in potem še znanstveno telo, kjer bodo predstavniki znanosti na tem področju. Tako da gre za relativno kompleksno strukturo, kar pa je seveda, in jaz tukaj gospod Petrič Trbenk absolutno razumem, mislim, da ta struktura in tisto, kar pričakuje akt o umetni inteligenci, je izjemno zahteven za izjemno majhne trge, kot je Slovenija. Ker mi imamo izjemno malo ljudi, ki bi bili danes, as we speak, ker umetna inteligenca je za družboslovce je prodrla pred 2 letoma pravzaprav v našo zavest. Še vedno, jaz mislim, da je samo na Evropski pravni fakulteti imamo predmet pravo in umetna inteligenca, torej niti še nismo začeli vzgajati strokovnjakov, ki pa že morajo, kot ste rekli, avgusta leta 2025 izvajati nadzor. Tako da tukaj mogoče bi bilo skorda, jaz absolutno podpiram in se mi zdi edina smotrna rešitev, da se ta zadeva na nacionalni ravni centralizira, kot ste rekli, seveda čim več v obsegu že obstoječih organov in njihovih kapacitet, ker vemo, če delamo vedno nekaj na novo, se potem to vse razraste v neslutene širine. Se pa verjetno tudi zastavlja vprašanje, če ne je bilo smotrno več teh zadev, sploh upoštevajte majhne trge, ki jih predstavljajo države članice, nasploh centralizirati že na ravni Evropske unije. Ker zanimivo, celo akt o umetni inteligenci sam predpostavlja, da bo manjkalo ljudi na tem področju in spodbuja v bistvu te nadzorne organe med državami članicami, da sodelujejo in komplementirajo v smislu staffa. In tukaj mislim, da bo en velik izziv. Jaz podpiram akt o umetni inteligenci kot tak, ampak zlasti majhnim državam bo pa naložil veliko birokratsko pa strokovno breme. In mogoče tukaj ni prostora toliko za subsidiarnost, ampak da bi dejansko te velike zgodbe se že v večji meri peljale na evropski. Ja, tako je. Tudi recimo, mi imamo vsako leto, bo morala, se sem že omenila, Slovenija poročati Evropski komisiji, koliko ima zaposlenih, koliko financ za to namenja, da se potem zagotovi v bistvu ta učinkovit nadzor na tem področju. To bo vsako leto, mislim, da avgusta bo treba to poročilo poslati. Zdaj, Slovenija majhna država, ta velika tudi vse bojo morali na enak način. Kot ste rekli, za tako majhno državo, kot je Slovenija, to predstavlja velik izziv. Je pa to za študente prava velika tržna priložnost, da se zdaj specializirajo na to področje, ker to bo absolutno prihodnost. Ja, jaz sem sprva mislila, da se tukaj res zahteva predvsem te poznavalce algoritmov, se pravi IT strokovnjake, ampak tudi veliko priložnosti bo tukaj za pravnike. No in zato sem že na začetku omenila, ne samo, da mi imamo predmet, katerega nosilec je profesor Avbelj, ampak tudi nameravamo z novim študijskim programom okrepiti te dejavnosti, da tako rečem, zato da bo lahko, čeprav to v enem letu je zelo
smo rekli, relativno kratek čas, ampak zato, da neka platforma je dana, da lahko potem vseeno študenti, ko končajo študijum, tudi na tem delu se pač izkazujejo oziroma delujejo, ne. Ravno zaradi velikega povpraševanja, bom jaz rekla, ko bo do tega prišlo, oziroma že v tem času, ne, priprave. Jaz bi mogoče zdaj k temu samo dodala, pa se bomo vrnili še na akt o umetni inteligenci, ampak bi dodala nekaj, zdaj Matej je rekel, Evropska unija je bila prva, ki je, malo ko si govoril tudi v tem transnacionalnem učinku akta o umetni inteligenci. Jaz sem pa za nalašč dala pravzaprav ime tega foruma, pravni okvir za umetno inteligenco v Evropi, ne v Evropski uniji, ker sem hotela opozoriti te, ki ste danes z nami in poslušajo, da imamo pravzaprav nedavno, od septembra, sprejeto tudi okvirno konvencijo, to je konvencija v okviru Sveta Evrope, katere članica je seveda tudi Slovenija, konvencijo o umetni inteligenci in človekovih pravicah, vladavini prava, skratka tistemu triasu, ki ga zasleduje Svet Evrope kot mednarodna organizacija in pravzaprav si ga delijo sodobne demokracije. Pri čemer je treba povedati, da okvirna, zdaj mi gre že preveč umetna inteligenca po glavi, ta okvirna konvencija je mednarodna pogodba. In je mogoče zelo zanimivo, ker je to mednarodna pogodba, Svet Evrope oglašuje kot prva mednarodna pogodba, globalno gledano, zaradi tega, ker je možen podpis in ratifikacija pravzaprav ne samo držav članic v okviru Sveta Evrope, ali pa tistih držav, ki so sodelovale pri njeni pripravi, ampak tudi katerekoli tretje organizacije oziroma države. In lahko rečem, da na včerajšnji dan, včeraj sem to preverila, da me ne bo kdo lovil, če je danes kaj drugače, je recimo 10 držav, se moram popraviti, držav, okvirno konvencijo že podpisalo, to sicer še ne pomeni ratifikacije, ampak prvi korak, podpis, med njimi so tudi Združene države Amerike, in pa ena mednarodna organizacija, Evropska unija. Tako da je to zanimivo, ne, tudi z tega vidika je pa, če primerjamo oba akta, okvirno konvencijo v okviru Sveta Evrope, ki ima željo postati globalna mednarodna pogodba na tem področju, in akt o umetni inteligenci znotraj Evropske unije, ne gre za neka nasprotujoča si akta. Midva z Matejem lahko poveva, Matej je član upravnega odbora Agencije za temeljne pravice na Dunaju Evropske unije, jaz sem njegova nadomestna članica in ni bilo ne enega sestanka, na katerem ne bi bili člani upravnega odbora obveščeni o napredku oziroma o teh pogajalskih izhodiščih napredku, kajti tudi agencija in tudi druge agencije in Evropska unija kot taka so sodelovali pri pripravi okvirne konvencije. Skratka, so dali svoj input tudi tam, ne. In iz tega vidika sta akta, bom tako rekla, ne v neskladju drug z drugim, ampak sta prilagojena, pri čemer je en krajši, to je ta okvirna konvencija, kar najbrž pritiče tudi temu, da želi biti neka globalna mednarodna pogodba, oziroma multilateralna, no, na pač globalnem trgu za vse države, ki bi to želele. Na drugi strani pa zelo specifičen akt v okviru Evropske unije, ki pa ureja v podrobnosti nekatere stvari. In Svet Evrope je, bom tako rekla, izhajal tudi iz tega, kar je bilo že omenjeno. Ni pomembno samo, da imamo mednarodno pogodbo ali pa da imamo urejeno na nek način to regulacijo sistema umetne inteligence, ampak da se zavedamo, da obstajajo resna tveganja in nevarnosti, ki izhajajo iz dejavnosti teh sistemov. In poskušamo, ne, čeprav je to, smo slišali, zelo težko, ne bom rekla biti prvi, ampak jim slediti zelo hitro, ker nas umetna inteligenca vedno prehiteva, ne, da tako rečem. To je mogoče samo ta, zakaj sem izrecno rekla v Evropi, ne v Evropski uniji, da vemo, da imamo v istem prostoru pravzaprav že podpisano še eno okvirno konvencijo, ki je zelo pomembna tudi iz tega področja. Zdaj mogoče, če pa se vrnem, sem rekla, da se bom vrnila na akt o umetni inteligenci, če pogledamo mogoče na njegov učinek oziroma na njegov vpliv, smo rekli, tudi vedva sta omenila, predvsem na posameznike, na industrijo oziroma na podjetja ima velik vpliv, tudi na države članice. V končni fazi to, kar je Darja govorila, kaže, kako se mora cel državni aparat zdaj nekako
ne preoblikovati v takem grobem smislu, ampak v smislu, da naslovi zahteve, ki izhajajo iz akta o umetni inteligenci. In vsi vemo, da ima umetna inteligenca velik vpliv na naše življenje. Se pravi, zanima me zdaj, kakšne so posledice oziroma učinki tega akta, in ker izhajamo iz tega, da nikoli noben predpis, kot tudi ne to, kar mi delamo, ni idealen, ima sigurno nekatere prednosti in nekatere slabosti. Če jih lahko recimo identificiramo sploh v okviru Evropske unije, vemo, da so predpisi vedno nek možen imenovalec skupine, ne, vseh držav članic ali pa vsaj velike večine. Zato včasih do česa ne pride, kar bi mogoče bilo idealno, da tako rečem. Pa k temu bom dodala še eno stvar, pa si boste sama potem izbrala, na katere vidike želite odgovoriti. To je pa to, kar je Matej rekel, ne, to vprašanje se nenehno pojavlja. Zdaj glede umetne inteligence, predtem še glede nekaterih drugih stvari, ali Evropska unija si omejuje možnosti, da postane nek globalni akter, s tem, ko sprejme akt o umetni inteligenci z zahtevami oziroma z tem pravnim okvirom, ki si ga sam na začetku lepo orisal. A si omejuje možnosti, ker vemo, kdo so veliki akterji v okviru mednarodne skupnosti. Tako da zdaj bi jaz dala besedo, kdo želi prvi odgovoriti. Matej? Pa odgovorite v okviru tega, kar želite, ne? Ker vprašanje je bilo nekaj. Ja, hvala. Ja, spet eno takšno, na to vprašanje bi lahko odgovarjali na dveh nivojih. Zdaj, jasno, prvi problem, ki ga ima Evropska unija na področju umetne inteligence, je, da je proizvodnja umetne inteligence se dogaja v največji meri drugje, ne. V Silicijevi dolini Evropska unija tukaj zaenkrat šepa, je v ozadju z izjemo nekaj francoskih podjetij, so ameriška podjetja tista, ki diktirajo razvojni tempo, pa še način, na katerega se je Bidenova administracija lotevala njihovega ekonomskega okrevanja, je bil ta, da je v bistvu vrhunska tehnološka podjetja ali pa posameznike z vrhunskim tehnološkim znanjem iz Evrope potegnil v Ameriko. S tem si je čisto v tem izključnem ekonomskem smislu si je Evropa pristrigla svoje konkurenčne peruti. Jasno, z samo regulacijo pa EU vendarle računa, da ima še vedno dovolj velik trg, da bodo tiste družbe, gospodarske družbe, ki bodo želele pri nas prodajati in uporabljati te produkte, da se bodo hočeš nočeš prilagodile naši regulaciji že v proizvodni fazi in da bo ta regulacija po tako imenovanem bruseljskem učinku postopoma postala globalna regulacija. Ali se bo zdaj ta gamble, ker to je na nek način riziko, ali se bo ta gamble izšel, bomo videli. Tisti, ki so bolj izrazito, recimo ekonomsko libertarno naravnani, menijo, da si je Evropska unija tukaj zategnila zanko okrog vratu, da ta podjetja pač bodo v Ameriki delala po svoje, da bodo nastajali produkti, ki na evropski trg sploh ne bodo prišli, da evropski potrošniki in evropska podjetja teh produktov ne bomo imeli ali pa jih ne bomo smeli uporabljati na enak način, s čimer bo naša dodana vrednost in konkurenčnost še dodatno padla. To bo torej definitivno odgovor na to vprašanje bo pokazal čas. Tisto, kar pa mene skrbi na nacionalni, torej na slovenski ravni, je pa to, da, ker vemo, pa to ni samo način govorjenja, ampak vemo, da je na žalost to tudi praksa, da če Evropska unija že neko zadevo zabirokratizira, jo v Sloveniji znamo zabirokratizirati še toliko bolj. In tu me skrbi, da ne bomo ta akt v umetni inteligenci in implementacijo na nacionalni ravni na trgu, ki je z vidika globalnega trga umetne inteligence skorajda irelevanten, da ne bomo tega implementacijskega procesa porabili za to, da bomo preveč trošili naše sicer omejene birokratske potenciale v smislu upravne strokovnosti in da ne bomo preveč papeški od papeža, da si torej ne bomo nalagali neke obveznosti, ki pravzaprav iz akta niti ne izhajajo ali pa da ne bomo ravnali na nesorazmeren način. Ker to bi potem še dodatno okrnilo
tudi slovensko konkurenčnost in tudi nekako tehnologijo naredilo manj privlačno za tisto, kar pa bi jo lahko zelo koristno in učinkovito uporabili. In samo ena anekdota, zdaj pred kratkim, kakšen teden nazaj smo imeli v Portorožu drugo konferenco o pravu in umetni inteligenci, kjer so bili tudi predstavniki sodstva in oni so že razumeli, ker pač raba umetne inteligence v sodstvu, umetno inteligenčnih sistemov predstavlja visoko tveganje, ampak oni so to na nek način razumeli, kot da se morajo zdaj oni zaradi tega umetne inteligence skoraj da nekako izogibati. Čeprav vemo, da če je nekaj visoko tveganje, to ni problem uporabnika, ampak je problem tistega, ki generira akt umetne inteligence in nalaga obveznost tistemu, ki je proizvedel ta proizvod, da bo takšen, kot mora biti, da ga bo lahko uporabnik varno uporabljal. Tako da dve zadevi sta, konkurenčnost na evropski ravni in zdrava kmečka pamet na slovenski ravni, zato da sistem aktom umetni inteligenci ne bomo preveč pristrigli peruti, in da bomo lahko umetno inteligenco uporabljali zato, da bomo vsi skupaj, posamezniki, podjetja in država, bili bolj učinkoviti in da bomo bolj vodili svoj zasebni biznis in da bomo kot država lahko nudili bolj učinkovite storitve državljankam in državljanom. Upam, da bo šel razvoj v tej smeri, zavedajoč se seveda tveganj, ki jih umetna inteligenca proizvaja, ampak teh ne bomo rešili mi na slovenskem 2-milijonskem trgu z omejenim strokovnim potencialom. Najlepša hvala, Darja. Hvala, hvala tudi za koristne napotke. Bomo poskušali se te zdrave kmečke pameti držati. Zdaj, če se jaz pa samo malo, kaj dobrega prinaša v bistvu za posameznika, referirati sam na ta del, če ste že prej tako uvodoma začeli. Zdaj, akt umetne inteligence je, kako že povedano, prvi celovit akt na področju umetne inteligence na svetu, en takšen kompleksen in toliko členov in tako naprej. In njegov cilj je v bistvu bilo to obravnavati ta tveganja za zdravje, za varnost, temeljne pravice, akt varuje demokracijo, vladavino prava in okolje. In to je vse za posameznika zelo pomembnega, tako da iz človeka izhaja, na nje osredotočena. In zdaj, kar je meni še posebej tako nekako v zvezi s tem ustreza v bistvu tudi te, da v praksi bodo morali po novem že zdaj tako tudi izvajati ocene učinkov z varstvom podatkov, ker pač tukaj je umetna inteligenca, se ukvarja s podatki oziroma te varstva osebnih podatkov. In pa nekaj novega je tukaj zdaj, ki pa ga uvaja recimo sploh akt o umetni inteligenci, je pa ta ocena učinka na temeljne pravice, temeljne človekove pravice, 27. člen, konkretno recimo za uvajalce, ki so organi javnega prava ali zasebni operaterji in zagotavljajo javne storitve ter operaterji umetno inteligenčnih sistemov velikega tveganja, ki izvajajo oceno kreditne sposobnosti ali ocene cen ali tveganja v zvezi z življenjskim in zdravstvenim zavarovanjem, bodo morali po novem opraviti recimo to oceno učinka na temeljne pravice in o teh rezultatih obvestiti pač pristojne nacionalne organe, to je te organe za nadzor trga. To je recimo nekaj dobrega, kar prinaša za posamezne. Drugače pa, kar se tiče, spravi deležnikov, kot že večkrat omenjeno, velja za javne zasebne akterje v EU, zunaj nje, ta bruseljski učinek, in dejansko bodo morali, spravi ta implementacija teh novih pravil za podjetja, ki bodo uvajala umetne inteligenčne sisteme, se pravi te visoko tvegane, bodo pomenila precejšnje breme. Akt umetne inteligence našteva veliko obveznosti, sploh za sisteme, potem posebej za ponudnike, posebej za potem uvajalce, za distributerje, za uvoznike. In mi, ki bomo pripravljali potem prekrškovne določbe, bo teh seveda, ker to mora odslikavati posamezno določbo, bo tega dela kar precej tukaj. Tudi kazni, ki jih grozi, so zelo velike, tako da tukaj vpliv na deležnike bo precejšen. Za državo smo že rekli, kaj pomeni. Najprej to, da moramo to implementirati, potem zagotoviti ustrezno izvajanje tega. Tako da dejansko
Že sedaj, recimo, ne vem, tudi prej ta upravljalska struktura na EU nivoju, ne, ustanovljen je od septembra že tale Evropski odbor za umetno inteligenco, kjer so pač visoki predstavniki držav članic v tem Evropskem odboru za umetno inteligenco, kot ta nek najvišji organ, ne. Trenutno predseduje, tako kot predseduje pač Madžarska, ne. In tukaj recimo že sodelujemo, tudi podskupine smo že poslali, tako da to je ta vpliv, ki smo potem znotraj državne uprave, kdo se ukvarja s standardi, kot so podskupine, oblikovane strani komisije in tako, da smo tudi te stvari že posredovali. Tudi je bilo potreba to kar naenkrat, ne, v skoraj parih dneh te stvari zagotoviti, ne. Tako da se dogaja velike dela, začeti bo treba pripravljati osnutek, oziroma v enem delu smo ga že, tako da upam, da bo v začetku naslednjega leta osnutek šel v javno obravnavo, ker bomo potem res kratek čas za sprejemanje, če mora začeti delovati 2. avgusta naslednje leto. Kaj pa, če vas smem vprašati, zdaj ste rekli ta prekrškovni del in tako naprej, velike globe. Meni se zdi, da je tukaj sploh pri taki, se pravi, smo rekli že večkrat danes, zelo obsežni zakonodaji, kot ta akt je, da ne govorimo o tem, kar je seveda povedal kolega Matej, te delegirane izvedbene akti, ki še vse sledijo napotki oziroma navodila Evropske komisije in tako naprej. Koliko je pri tem pač pomembna, ne, meni se zdi zelo pomembna seveda naloga tudi ozaveščati javnost o teh zadevah, ne, o regulaciji umetne inteligence. Zdaj, mi smo rekli, mi imamo tukaj recimo na Evropski pravni fakulteti predmet, ki je temu namenjen. Matej je govoril tudi v nekih konferencah, kjer poskušajo se aktivno ukvarjati in jaz bi rekla, razlagati tudi, ne, na nek način, kaj ta akt je, kaj pomeni, kaj bo prinesel. Ima tukaj tudi recimo ministrstvo kakšne svoje, bi jaz rekla, napotke oziroma udejanjanje to, da poskuša ravno zaradi tega, ne, da ne bi bili v situaciji, ko je sprejet nek zakon o izvajanju akta umetne inteligence, ki tudi poseže, ne, močno, tako kot akt sam na določene posameznike oziroma pravne osebe, da se ne bi znašli v nekem prostoru, kjer je mogoče zaradi obsežnosti vsega tega težko biti s tem sploh seznanjen na nek kredibilen način, da tako rečem, verodostojen način. Meni se tako zdi, ne, sicer se res ukvarjam z aktom umetne inteligence, da ta trenutek je kar veliko nekih takih posvetov ali pa konferenc ali pa da ljudi to zanima, že tako. Z aktom umetne inteligence je bil pa tako, ko je bil sprejet, potem objavljen v Uradnem listu je bil 12.7., potem je bil kar boom tega, tudi po medijih se veliko opiše, sploh o generativni umetni inteligenci in tako naprej. Zdaj, sam akt o umetni inteligenci predvideva v 4. členu, in to sem že tudi rekla, da začne ta obveznost veljati v februarja, ne, ta pismenost na področju umetne inteligence in predvideva, da ponudniki in uvajalci sistemov umetne inteligence sprejmejo te ukrepe, da v najboljši možni meri zagotovijo zadostno raven pismenosti svojega osebja in drugih oseb, ki se v njihovem imenu ukvarjajo z obratovanjem in uporabo sistemov umetne inteligence. To je neka obveznost, ki bo pač začela veljati. Jaz sem bila tudi na enem posvetu pred kratkim, ki je prav eden od govorcev polagal na srce, da naj se pač seveda podjetja čim prej tega zavejo in se začnejo na tak način obnašati, da to uvedejo in to čim prej, ne čakati na tale rok, ki ga predvideva akt o umetni inteligenci. Zdaj, ker osnutka akta o umetni inteligenci še ni, absolutno vse te stvari bomo mi tako dali javna obravnava in tako, pač se zahtevajo ti predpisi, resolucije o pripravi predpisov. Ne morem še govoriti o tem, ali bomo mi predvidevali noter v samem zakonu nekaj iz tega področja, pa ozaveščanje ljudi pa tako naprej. Karkoli bi bilo preuranjeno, neke določbe v zvezi s tem ta trenutek še nimamo pripravljene, ampak pri aktu, ko smo implementirali akt o digitalnih storitvah, smo to predvideli, tako da lahko, da bomo po tem vzoru tudi tukaj nekaj takega. Boste sledili temu, ne? Tako, na tak način, ki je bil. Ker akt o digitalnih storitvah je tudi ogromen, ne? Je tudi bil ogromen in tam smo tudi, takrat pa sploh smo se zavedali, ker se res nanaša na uporabnike, pač fizične osebe, bolj tukaj so vse in bolj podjetja tista, ki so naslovniki, a ne, kar se tiče obveznosti, a ne. No, se tam v tistem primeru tudi, ampak da sploh, da so digitalno pač pismeni, je pa tudi smo tam predvideli neke ukrepe, tako da
tako da bomo sledili tudi tukaj. na ta Super, način. najlepša hvala. Zdaj dam pa mogoče še, no, ne bo to njegova zadnja, nekdo drug bo zadnji govoril, ampak še besedo Mateju, če želi še kaj dodati. Ali reči, zdaj se pravim, nikoli nismo v koraku z umetno inteligenco, vedno je pri nas, ne, pred nami, ne, korak pred nami. Kaj bi bilo treba mogoče iz tega vidika zdaj ozaveščanja, delamo pač po najboljših močeh, kaj lahko recimo še naredimo? Ja, jaz mislim, da se na tem področju mora voditi ta osnovna radovednost in ustvarjalnost, ne? Ker tisto, kar je gotovo ta umetna inteligenca prinesla, je en tak wow efekt, ne? Tako kot je, če se boste spomnili, kaj jaz vem, to je zdaj 20 ali že 30 let nazaj, ko je med nas prišel internet in smo začudeno vtipkali v iskalnik in nam je nekaj našlo, a ne. Imamo pa zdaj čisto neko nova orodja, ki so nam sposobna ne samo nekaj poiskati, ampak nam v bistvu svetujejo, sugerirajo, vplivajo na naše odločitve. Tako da jaz mislim, da z tega vidika se tej tehnologiji dobro piše, je pa treba opozoriti, da utegne umetna inteligenca še okrepiti nekaj, kar bi lahko imenovali digitalna neenakopravnost. En kvalificiran del družbe, a ne, gotovo je internetno pismen, je digitalno pismen, razume tudi umetno inteligenco, ampak treba se je pa zavedati, da verjetno en podoben delež, ne, družbe se mu pa teh konceptov sploh nima. In ko bo enkrat umetna inteligenca v praksi zaživela, ko jo bodo en del družbe znal fantastično uporabljati in bo znatno bolj učinkovit kot drug, se bo ta digitalna neenakopravnost še bolj prevesila v socialno-ekonomsko neenakopravnost. Zato je v bistvu tukaj res, pa ne bom rekel to dolžnost države, ne. Država mora sprejeti regulatorni okvir, potem je pa dolžnost izobraževalnih ustanov, civilne družbe, da v bistvu to tehnologijo nekako ukviri in uporabi v svoj prid. Moja teza tukaj je, zanjo da bi jo zdaj razlagal, ni prostora v okviru tega foruma, upam pa, da bomo imeli en prostor v okviru raziskovalnega projekta, da v bistvu prihod umetne inteligence prinaša popolno zamenjavo družbene paradigme, na kateri smo bili doslej vzpostavljeni. To bo preneslo v samo delovanje družbe, držav, tektonske premike, ki se jih mi zdajle še niti ne zavedamo. In verjetno bo mogoč velikanski napredek, prav gotovo bodo sledila tudi velikanska tveganja, pa ne toliko tudi na tehnološki ravni, ampak umetna inteligenca bo kot vsako orodje, ne, bo imela tudi izjemne družbene posledice in zato je zdaj skrajni čas, da se z njo začnemo ukvarjati tudi družboslovci in še posebej pravniki. Najlepša hvala, to je bila krasna, bi jaz rekla, zaključek tudi za nas, da nas spodbudi, da v okviru nove univerze še nadaljujemo s temi temami, sam si rekel tudi ti v okviru raziskovalnega projekta. Končujem pa današnji forum, seveda se moram najprej jaz zahvaliti obema današnjima gostoma, gospe Darji Petric Štrbenk iz ministrstva in kolegu Mateju Avblju iz Nove univerze. Zadnje, in upam, da bo delovalo, da ne bom izkazala se, kako sem jaz digitalno neusposobljena, da tako rečem. Zadnjo besedo pa danes ne bom imela jaz, ampak bo imel naš ta skriti gost, o katerem sem govorila, ki sem mu dala kratke napotke, kaj se bo danes dogajalo, in iztočnico oziroma navodilo, da opravi zahvalo namesto mene. Jaz upam, da boste vsi to slišali in to bojo zadnje besede pred zaključkom današnjega Evropskega akademskega foruma, ki je tudi časovno zelo usklajen, zato vas jaz že vnaprej lepo pozdravljam. Počakajte pa mogoče še 6-7 sekund, da vas pozdravi še nekdo drug. Najlepše se zahvaljujem obema gostoma za sodelovanje na tem forumu. Zahvala gre tudi vsem, ki ste nas Adijo.